Ja, že v kulturnem napovedniku na začetku oddaje smo vas vabili na večer murskih balad in romanc. To bomo storili še enkrat in bolj poglobljeno. Pri poglobitvi pa boste pomagala pesnik Feri Lanšček ter skladateljica in glasbenica Urška Orešič. Dobro jutro, želimo obema. Dobro jutro. Pozdravljeni. Prekmurje in Prlekija boste Sloveniji in Slovencem dala novih 14 prekmurskih in prleških besedil. Feri, vi ste pobudnik te tako imenovane akcije, razlog, morda nezastopanost prekmurskega in prleškega narečja v Sloveniji, v slovenski glasbi? Bolje v bistvu spredje ta navezanost na panonski prostor, ta neka drugačnost tega prostora, teh sentimentov. Svet v Muri obenem in seveda dva bregova, levi in desni, s Prekmurjem in Prlekijo. Tradicija ljudske glasbe je tam v bistvu zelo bogata in pravzaprav je ta glasba tudi na nek način skozi popularno glasbo prisotna v Sloveniji. Mi smo želeli nekaj, kar ni ravno komercialno in kar ni ravno klasika, ampak seže do srca, recimo. To, kar zdaj v zadju slišimo, je, ponovno bom skušal prebrati, Tanzadi za moto. Tako. Urška, vi ste napisali glasbo. Tako res je, ja. Kaj ste začutili v bistvu pri tem, pri ustvarjanju glasbe z nekimi elementi Prekmurja, Prlekije? Ja, tako skladatelj si vsakič znova prizadeva, ko vidi eno besedilo, ki je zelo iskreno napisano iz srca, da uglasbi tudi na tak način, da to ljudje razumejo v tem stilu, kot so dejansko mišljene te murske balade in romance. Sem si prizadevala narediti eno kompozicijo, ki je nekako med klasiko, med eno etno glasbo, med tudi na nek način slovenskost, ne? Zajema pa seveda vse elemente notri, od muzikalnosti do nekakšne harmonije, ki je še zmeraj dovolj jasna za nekako široko publiko, no? In sporoča seveda glasba neko sporočilo tega samega besedila, ki je dost pripovedno, dost iz srca narejeno, no? Kot sem že povedala. Se mi zdi, da vedno tako zelo hitro prepoznamo prekmursko melodijo. Se vam ne zdi? Zakaj to? Kje je razlog? Dosti je teh elementov notri, madžarske, te folklorne zadeve, tudi s temi inštrumenti, violina, harmonika, ne, se pravi ta razmerje kitara zraven in zelo dobro dobiš en taki zvok, ki je dejansko vedno, bom rekla, malo popačen, ker skupaj harmonika, klavir, violina nikoli ne bo tista naravna oglasitev, ne, ker imamo temperiran inštrument, ravno klavir, in zveni zelo tako, bom rekla, odprto, zelo ljudsko, no. Vso to glasbo so izvedli profesionalni glasbeniki, kakovostni glasbeniki, prav napisali so jih tudi pravi glasbeniki, ne, kar v Sloveniji ni tako zelo pogosto. Feri, besedila pa ste pisali pravi pisatelji. To je pa tudi redkost. Ja, iskali smo avtorje, ki so sposobni kaj v narečju napisati, nekateri, recimo Marko Kočar, so pravzaprav cel svoj opus ustvarili v narečju, nekateri so se prvič lotili narečja, ampak iskali smo avtorje, ki seveda zmorejo nek presežek, ne? Ker tu dejansko gre za to, da bi nekako upovedali to drugačnost in ponudili razpoloženja, ki sežejo globlje od vsakdana. Namreč ta tradicija te glasbe je res bogata, na drugi strani je ta neka ustvarjalnost pa tudi zelo prisotna v teh prostorov. Zdaj seveda govorimo o Prlekiji in Prekmurju, ampak obenem govorimo o Panoniji, to, kar je že Urška omenila, govorimo o Ravnici, govorimo o tem nekem širšem prostoru, kjer je te glasbe pravzaprav veliko več kot pri nas. Sicer pa jutri premierno, zvečer ob 20. v dvorani Park v Murski Soboti bo možno slišati tudi vseh 14 teh skladb. Izdaja CD-ja je tik pred vrati, oziroma jaz ga že držim v rokah, tako da tisti, ki se bodo morda navdušili za to, si ga bodo lahko kupili in ga poslušali ure in ure. In zamenjali morda za kakšnega No, vsekakor verjetno bo to ljubo blago na eni strani za razseljene Prekmurce in Prleke, ker diaspora, če se tako izrazim, je res velika in seže daleč po svetu.
malo te glasbe nastane, sploh v današnjem času. Tako da ta zgoščenka je res neko darilo. Zakaj pa ne? Narečja morajo ostati živa. Najlepša hvala obema za pogovor in lep večer, kot sem že rekel, 20. v parku v Murski Soboti. Hvala lepa. Hvala lepa.